Torej, en tak zelo ilustrativen primer bi bil, ko hočemo imeti kontrolo, ali se tihotapi kaj radioaktivnega preko meje ali preko železniške postaje ali morda v morsko luko. V takem primeru se postavi ta naprava nekje na en fiksen tripod ob cesto, potem in se da v tak način, da samo meri dozno hitrost. In čim je ta izmerjena dozna hitrost, se pravi nad okolico, da zmeri, da je dvakrat, trikrat, nekajkrat večja, v takem primeru naprava opozori operaterja, ta lahko potem prime napravo iz tega stojala in v nekaj sekundah lahko locira ta vir sevanja, ki je lahko nekje v nekem avtomobilu, lahko je v železniškem vagonu, lahko je v kamionu, ki pelje v luko. Mi smo že pred izidom te rešitve. Ta rešitev je postala na voljo v začetku marca. Mi smo že v fazi razvoja, ki je trajal v bistvu več kot 1 leto. 5 mesecev izvajali intenzivna testiranja iz skupino 40 staršev in otrok, ki so nam stalno dali povratne informacije. Hkrati smo pa tesno sodelovali tudi z domačimi in pa tujimi strokovnjaki iz različnih klinik, se pravi, ki se vsakodnevno srečujejo s temi otroki. Tako da zdaj imamo v bistvu že v Sloveniji kar široko mrežo teh naših ponudnikov, tudi precej staršev, imamo pa tudi že starše in otroke, ki to izvajajo praktično po celem svetu že. Kolektor KFH je 2 leti nazaj začel stabilizirati izdelavo materijala, da lahko sam, namesto da ga kupi in brizga rotorje, sam naredi material in sam brizga, ker to že zna. In v tem primeru smo mi material razvili tako, da je na koncu rotor se lažje brizgal, da so bile mehanske in magnetne karakteristike boljše in posledično izmeta je bilo manj. Pri obeh izdelkih gre za inovacijo to, da sta sladoleda v tej kompoziciji na palčki. Proteinski sladoled, ki ima posebno strukturo, pri drugem pa, da smo skombinirali tako mislije kot gozdne sadeže, kot grški jogurt v enem izdelku. Teh kombinacij na svetu še ni. Najprej bi z veseljem rekel, da smo na domačem trgu, vseh večjih trgovskih verigah, pa vseh 3 naših trgovinah. Poleg tega pa smo od Amerike do Nove Zelandije, v Evropi predvsem Nemčija, Anglija, pa Italija in še nekaj drugih zahtevnih zahodnoevropskih tržišč. Eden od dobrih primerov je že današnja podelitev nagrad inovatorjem. Gospodarska zbornica ima to nalogo in verjamem, da bomo naprej spodbujali inovativnost naših podjetij in naših članov, predvsem seveda ekip, ki delajo na področjih razvoja in inovativnosti in procesih. Gospodarska zbornica Slovenije spodbuja inovativnost skozi številne projekte. Recimo Inovativna Slovenija je ena takih. Ko po vseh regijah v Sloveniji gremo v podjetja, se z njimi pogovarjamo, iščemo inovacije, ki jih imamo, jih osvetlimo, jih damo na oder in jih potem na koncu tudi na Brdu nagradimo z najboljšimi nacionalnimi priznanji in pomagamo pri tem, da gredo naprej v svet. Mislim, da je to ena čudovita podpora, poleg ostalih stvari, ki jih počnemo.